Lepo zdrav v reportaži z EME 2019, ki je ponovno razburkala, kot je to običajno. V naslednjih minutah se bomo podali med nastopajoče in njihove skladbe. 10 izvajalcev je bilo na odru nacionalne televizije in izmed njih je 3-članska komisija izbrala 2 superfinalista. Na 64. pesem Eurovizije, ki bo med 14. in 18. majem v Tel Avivu, pa bosta odpotovala Zala Kralj in Gašper Šantl skladbo Sebi. Več v nadaljevanju, najprej pa Kim Begović, ki je na oder skupila skladbo Rhythm Back to You. Je bila z nastopom zadovoljna? Lahko rečem ja, lahko rečem ne, ampak ja. V bistvu zadovoljna sem z zmagovalcem, mislim, da bo ta Zala in Gašper odlično predstavila Slovenijo na Euroviziji, tako da definitivno bomo navijali za naše. Nisi pa tudi ti novinka glasbenih odrov in festivalov? Ne, novinka nisem, sem pa novinka na EMI Sloveniji, kako naj bi rekla. Ja, jaz sem bila bolj v tujini na teh šolanjih itd., tako da to mi je zdaj res bilo prvič in lahko rečem, da je bila pozitivna izkušnja. Tudi potem koristna za nastop na EMI? Tako bom rekla, v bistvu vse ena izkušnja v življenju, ne, in definitivno je to prineslo nekak pozitivni vtis na mene, da pač ni vse vedno glede tega, kam se uvrstiš, ampak mogoče glede tega, koliko ljudi te spozna, koliko ljudi vidiš, da te dejansko podpira na tej poti. V bistvu vzdušje je pomembno, ne, kako bi rekla, uvrstitevno. Skladba je moderna, plesna? Definitivno je moderna in plesna, tako da mislim, da se bo po klubih kar muvalo, no. Zaenkrat so moji plani skrivnost, tako da preveč vam glih razkriti ne morem, ampak lahko rečem, da se bo začelo kar pestro iz moje strani, tako da komaj čakam. I found my soul in the way of the world. Ooh, I found my soul and my heart stirs a burn. Now you're finding me, a heart so free. I'm gonna make it back. No more second fiddle, I'm no jumping jack. When I'm lost in you, that's how I'm finding myself. I found my rhythm back to you. 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 That's been haunting me down. Yeah, no, I know I've been lost, now I'm found like a brand new me. Can't you see I'm gonna make it back? No more second fiddle, I'm no jumping jack. When I'm lost in you, that's how I'm finding myself. I found my rhythm back to you. 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 When I'm lost in you, that's how I'm finding myself. I found my rhythm back to, I found my rhythm back to, I found my rhythm back to you. 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 Na 3 mostove, Three Bridges ali Tromostovje se podajamo v nadaljevanju z Renato Mohorič, ki še ostaja članica skupine Ice. Jaz mislim, da bo Maj se kar vedno kombinirala zraven, če ne drugega zraven Renata pridejo Ice, ker so še skozi mano, skozi me spremljajo, klele sta 2 člana, tako da zdaj pripravljamo ravno na en komad. Po mojem naslednjem mesecu bo zunaj. Kot skupina, kaj pa ti kot solo?
zaenkrat nobenih posebnih načrtov, kakor se bo razvijalo, tako bom rekla. Danes si zapela Three Bridges, oziroma če prevedemo po domače Tromostovje. Ja, Triple Bridge, ja, tako je. V bistvu gre za eno malo posebno štorijo. Mene je klical Goran Šaranc, nedolgo pred oddajo Roka za Emo, se pravi takrat, ko smo mogli oddajati pesmi. Sploh nisem planirala letos iti na Emo in že takrat, ko smo šli zdaj, sem si rekla, ne vem, če bom še šla, ne. Ampak on je rekel, da tale pesem je, tole je bilo napisano z eno emocijo. Bilo je v bistvu tudi makedonski avtor, njegov prijatelj je to napisal in s enim takim namenom v njegovi življenjski zgodbi, Goran je dobil idejo, da bi to prijavili na Emo in mi poslal komad. Komad se mi je pa zdel, kako ne rečem, zanimiv in zrel. Tako bom rekla, da ni iz mojega tega nabora, da bi bil čist kontra od tega, kar pač jaz želim. In sem si rekla, ja, dajmo, bom povedala to zgodbo, mi je všeč in sem se potem odločila za to, da to naredim, ne. Nima pa nič povezave z arhitekturo. Z arhitekturo tako, švedski pevec, ki je napisal v bistvu to skladbo, je malo raziskoval Slovenijo in ga je to Tromostovje pritegnilo in je v bistvu ljubezensko zgodbo prestavil na to Tromostovje, ne. Tako da še en doprinos k Sloveniji, kljub temu, da je bil to angleški komad. Da je stopila na oder letošnje Eme, pa ji ni žal. Ne, ni mi žal, ker sem v tem času spoznala toliko prijetnih ljudi, da kakršenkoli nastop bi bil, sem odnesla to, kar je najbolj pomembno. Danes, če lahko povem osebno zgodbo, so mi kar malo solze tekle, preden sem šla na oder, ker sem v tem času res poznala in še neko svojo sorodnico, preko Gorana Šarca, ki je njegova zaročenka zdaj. So vsi tako lepo delali z mano in tako prijazni bili, da sem si rekla, če ne drugega, si odnesla to. Tako da izredno zadovoljna, vesela, pač samo izkušnjo. In še tvoje mnenje o zmagovalni skladbi? Luštna sta mi, ful sta mi luštna. Že ko sem gledala njun intervju, že prej sem malo kakšen komad poslušala njun. Prijetna sta, pristna sta. Jaz mislim, da si današnja mladina, ko jo gledam, sicer išče vzornike, da sta one dva zelo en tak lep primer, no. Da sta res to, kar lahko današnjo mladino pouči v nečem, no. Globoka sta, to mi je všeč. A day and night, but all has turned into shadows of my dreams. Only a day and I might regret those words unspoken. We're two hearts with one soul, still we must let it go now. Like this town, the river cuts through our hearts. Three bridges, but still no way back. We're living it all behind. Three bridges, fall in the story of us. The sun will rise again, but there's still darkness in the light. And wait for me. Many years from now. Oh, three bridges, but still be waiting for our love to return. Three bridges, till
tretji je bil na odru René z moderno funky R&B skladbo Ne poveš. Polanski popevki se letos predstavil na EMI. Ja, jaz sem res zelo zadovoljen z nastopom, vse se je tako razpletalo, v bistvu še malo boljš, kot sem mislil. Vzdušje na sami EMI, občinstvo, vse to noro, jaz sem čisto zadovoljen. Zelo si se lično odel, tako da se cel svetiš. Ja, treba je bilo nekaj popestriti nastop, to je to. Meni se zdi, da je dosti učinkoval s samo pesmijo, samim nastopom. Koreografija ni moja, mislim, to se je dobro videl, obleka je bila moja ideja, koreografijo je pa naredil Matic Zadravec, tako da ja, se je treba njemu zahvaliti. Je pa skladba moderna, funky, R&B pesem. Ja, je, napisal je Žan Markič, moj brat, je, tako kot ste rekli, funk, R&B, neka tak pop, tak chill vibe, tako da super. Praviš, da ne poveš, kaj pa poveš? Povem pa to, da se imamo fajn, da uživajmo in da, mislim, a so me že spraševali, če sem razočaran samim razpletom in lahko povem, da nisem, zato ker sem se pa šel v bistvu bolj pokazati kot kaj drugega in ja, to je to. René, kako se daj naprej? Zdaj pa naprej bomo videli, jaz se bom ful trudil, da bi mi ratal nekako pač, zdaj počasi začenjam mojo glasbeno pot, jaz upam, da je bil to zdaj sama popevka pa Ema, da je neka ta otvoritev, da me je slovenska publika spoznala in da zdaj gremo samo više in više in više. Sodeloval sem, težko rečem, da sem soavtor, samo sva pa skupaj, ne vem, on mene vpraša, a ti je to cool, jaz rečem ja, ne in pol se naprej to razvija. Ne moram reči, da sem soavtor, še vsem pa je to neko sodelovanje. Absolutno nič ne bi spremenil, jaz sem tako zadovoljen, da se je tako dobro razpletalo vse, kot se je. Ne, res nič ne bi spremenil. Eno stvar povedal bi, kako ta zgodba se začne in kakšne so vse te stvari, kako se to dogaja se. Moj se dan zgodi potem, ko sonce že na nebu je, ko lepši bo svet, ker s tabo grem, tam naprej, ker vidim se. In ostalo bo le, kar včeraj bova imela in jutri se zgodil, nama nikdar ne bo. Danes mi povej, kaj bi si želela, morda za naj sonce kmalu bo zašlo. Moj se svet ustavi, vsakič, ko ti mimo mene greš. Ugasnem prav vse, kar je v glavi, da sem tvoj, le tega ne poveš. Še nekaj rad pripomnil bi, da se je prav in se mi gre. Tak je svet, kjer z mano si, tako živeti jaz hočem še. In ostalo bo le, kar včeraj bova imela in jutri se zgodil, nama nikdar ne bo. Moj se svet ustavi, vsakič, ko ti mimo mene greš. Ugasnem prav vse, kar je v glavi, da sem tvoj, le tega ne poveš. Daj mi enkrat le povej, kako je, kako je. Le enkrat mi povej, kako gre. Moj se svet ustavi, vsakič, ko ti mimo mene greš. Ugasnem prav vse, kar je v glavi, da sem tvoj, le tega ne poveš. Moj se svet ustavi, da sem tvoj, le tega ne poveš. Nadaljujemo s Fat Horses, ki so lani izdali EP Sinner. Z Uršo sva ga predstavila tudi v oddaji Radioaktivno in pogledala proti EMI. Ja, predstavljala sva naš EP in rekel si,
da Fat Horses bi mogli iti na Emo. In kaj se je zgodilo? Fat Horses so šli na Emo. In ste bili zadovoljni na Eme? Zelo smo bili zadovoljni, navdušeni smo tudi nad končnim rezultatom in želimo Zali in Gašperju vso srečo na Evroviziji. In res smo zelo zadovoljni, da smo dobili to priložnost in res edinstvena izkušnja in smo presrečni. Ste pa ostali pri svojem country in alternativnem stilu? Ja, nismo se dali, ostajamo to, kar smo in delamo to, kar smo in tukaj je največja iskrenost in to je to. Kaj pripravljate? Ja, pripravljamo ploščo, upamo, da izide še konec letošnjega leta. S slovenskimi komadi bo plošča in se jo zelo, zelo veselimo. To pomeni, da boste iz angleščine preklopili na slovenščino? Ja, res je. Po mnogih prošnjah naj zamenjamo jezik, smo se odločili, da ga bomo in se vračamo k maternem jeziku. Tokrat ste peli Ti ne poznaš konjev, ampak mislim, da jih sedaj pozna cela Slovenija. Jaz upam, da jih, drugače peli smo jih pa 1000-krat verjetno. Zaenkrat še nimamo načrtov, če povem povsem iskreno, ampak pustimo se presenetiti, morda pa res. Si opazil, da konji gledajo čez okraje med ljudi, ko se golih kdaj poljubljamo in plešemo na ulici. Ti ne poznaš konje, ti ne moreš vedeti stvari, ti prihajaš iz mesta, ti ne gledaš v oči, ti ne poznaš konje. It's me, sorry I'm not free, not tonight, hanging with the girls, don't you see?
I'm with you all week, day and night. And Fridays are for me. Fridays are for me. You gotta give my heart a break, 'cause I need a little space. I want you, baby, you drive me crazy. Let me be today. You gotta take a step away, 'cause I'm going out to play. I'll see you later, nothing more to say. Stop. Me again, chilling with my friends, having fun. I wanted you to know, love our time, but tonight's all mine. You're the one, but Fridays are for me. Fridays are for me. You gotta give my heart a break, 'cause I need a little space. I want you, baby, you drive me crazy. Let me be today. You gotta take a step away, 'cause I'm going out to play. I'll see you later, and nothing more to say. Na EMI 2019 smo Ula Ložar se predstavila skladbo Fridays, popolno nasprotje pa so bili Lumberjack, ki smo jih lani v oddaji Radioaktivno predstavili z EP-jem in albumom Brez nadzora, brez morale. Je Lumberjack enako EMA? Definitivno ne. Lumberjack je še vedno skupina 5 modelov, ki še vedno posebljamo nek rock'n'roll, ki ga živimo in ki ga ustvarjamo, ne glede na to, da smo non-style v bistvu na odru EME, ne spremeni dejstva to, kar mi smo in kar prikazujemo. Vlečete kar rdečo nit, tudi ta je bila udarna. Seveda, se mi zdi, da v bistvu nismo v neki življenjski fazi, ki bi bili nekako melanholični ali kogarkoli, kipimo od nekih občutkov, tako da zakaj ne bi tega pokazali ljudem na tak način. Gre rock in EMA skupaj? Zakaj pa ne? Danes šlo. Pomeni, da že ta skladba nastavek za drugi album? Tako je, ja. V bistvu drugi album, če smo se že dotaknili te teme, je deloma skoraj narejeno, oziroma več komadi so spisani, snemanjem pa še malo počakalno, da dozori vse. Čeprav pa smo lani predstavljali komaj prvenec. Zakaj pa ne? Ustavimo se še pri imenu, ki bi ga enostavno povezali s countryjem, dobimo pa udarni rock. Čist tako je bilo, v bistvu fanti, že prej se spravi prišla v band, so igrali skupaj, v 6. razredu so razpadali, ker so bili Blacksmith in potem smo pač rabili nekaj in dajmo biti pa Lumberjack, ker ful žgajmo in pač evo, danes smo še vedno Lumberjack in zakaj pa ne, to je to. Lepote dna je bila skladba? V bistvu komad smo spisali prav za EMA, zato ker nismo smeli igrati nič drugega, ker je bilo že narejen. V bistvu čist preprosto govori o tem, da tu če si na dnu, v bistvu ni nič narobe, ker je samo pot še navzgor, če znaš najdeti. Z njimi razsvetljujem tisto malo.
Metulji plešajo je pesem, s katero so se predstavili akustični. Karin, Mate in Jadranka so bili po nastopu zelo zgovorni. Akustični in Ema, je to enako? Ja, letos ja. Se smo tu, ne? Drugače nas ne bi bilo. Zelo umirjena skladba. Dejansko moramo priznati, odkrito priznam, da nismo na silo delali za eno komada, ne. Smo debelo v procesu snemanja plate in ta je bil tak, ki je nekako pasal, ne. In tale, ki sni na nogo stopil, je v bistvu kriva, da smo se sploh prijavili, ne. Ki je rekla, pa se taj the best, ja se bolite. In evo nas. Jadranka, kriva si. Priznam. Odkrito priznam. Samo sedaj ne vem, ali bo nagrada ali bodo vislice. Nagrada ali vislice? Čakaj, to so težka in realna vprašanja iz Štajerske. Moramo se zavedati. Ja. To ni zdaj la. Na Štajerskem snemamo, evo, nagrado. Vprašanja prihajajo iz tam. A ja, vem, vse spravim, nagrada. Imate del si, da jo pripravi album kako daleč? Bobni, basi, kitare, pazi za to, citre in klarinet so že posneti. Torej skoraj vse? Skoraj vse, manjka še kar nekaj, naši vokali, predvsem pa še par presenečenj, ki pa še jih ne bomo sedaj izdali. Skladba nosi naslov Metulji plešajo, ali res? To je tako pop TV vprašanje, ne? Ali res metulji plešajo? Da, metulji plešajo. Komad je, največja inspiracija za ta komad je v bistvu bil en moj friend, ki me je prosil, da če mu na ohcesti igram, pa mi je dal tako playlisto, ko sem bil 100%, da ne bo všeč njegovi žlahti, ne? In ker smo frenda, sem mu rekel, ti, a žiher, jaz to malo, ne bi ti povedal kam, ampak se mi zaupaš, ne? Je rekel, ja, lahko. Potem pa nisem še do prvega refrena prišel, tako jokal že, ne? Tako jokal je, ne? Zdaj veste, da je Metulji plešajo v bistvu podnaslov, originalni naslov je Ohcet, priporočam za vse mlade ročence, blokirani nismo, bomo pa zelo hitri, tako da navali narod, zdaj imamo še termine proste. Sezona pritiska za Ohcet. Sezona Ohceti se bliža, tako. Metulji plešajo pa je bila edina prava balada letošnjega izbora. Čist po feelingu, jaz si par bendov od danes recimo ne znam predstavljati z balado, ne? In tudi nas si ne znam predstavljati, da skakućemo in plešućemo po bini. Mene v hot pensi itak nočete videti. Prsi smo lepili, tako da lej. Risa lepal. Jaz se vam predvsem moram opravičiti, ker vem, da ste po resne odgovore prišla, ne? Ampak v timingu sta ipak ga malo pihnila, ne? Mi smo ga pa tudi že pihnili, ne? Meni se zdi izbor po eni strani finalistov, če se najprej dotaknem, logičen. Zmagovalca se mi pa zdi super in menim tudi, da imata ona dva en momentum. In še enkrat, kot že danes kdaj bom povedal, da se marsikdo spotika ob to neko melanholijo in kao pomankanje energije, ampak to je ta minimalističen pristop k muziki, ki ima to mikroenergijo, za katero si je pa treba vzeti tisto, kar danes mogoče malo manjka, pozornost poslušalca, ker ti se moraš tudi malo kot poslušalec potruditi, da not padeš, da lahko nekaj od tega domov odneseš, ne? In prikličeš v spomin, ko si otožen. Cajt je v bistvu, da prenehamo z instant glasbo, ki to ni. Tudi sama sem na začetku že tako rekla, sem prepričana, da bosta Zala in Gašper zmagala, ker sta meni izjemno všeč že odprej. Za finale bi pa sicer pričakovala, da gre naprej vsaj komad, ki ima nek songwriting, ker se ostalo pa ne nazadnje smo tukaj res, dajmo se vrniti nazaj na muziko, pa pustimo malo vizualije, a ne. Ampak danes vse temelji na kaosu. Ja, pri meni ne. Reči 3 zaporedoma kaos, lahko prosim, ti. Kaos. Kaj si slišal? Si kofsov? Kaj si slišal? Kaj si tega kofsov? Daj no, neki. Kje bo to? Da bom rekla mamici, da ne posluša? Radio, Facebook, YouTube. Madonna, se res danes viš? Se vidi, da me ni bilo že 20 let na Emi. Bom tih. Zdelo se je tam v daljavi, zdaj pred nama je ta dan. Poznaš vse moje skrivnosti, besede so odveč, a ne za manj. Zadržujem
to priznam, me tuli plešejo z mili drugam, pustiva naj odnesejo na skrita mesta, tja ne vodi pot, ne pelje cesta. Med New Age metal skupine uvrščajo Inmate, ki so zapeli skladbo Atma. Marko, o tem, ali je bila Ema izziv? Jaz bi rekel, da ni izziv, ker to delamo že samih 14-15 let, tako da to je nam čist normalno, ampak definitivna uvrstitev na Emo je bila nekaj posebnega. Metal in Ema, mislim, to kar gre skupaj. Ja, seveda gre, enkrat je moglo iti skupaj, tako da bil je vprašanje časa, ampak Ema mislim, da ni bil to zadnje, kar je videla metal, tako da upam, da se bo zdaj tudi bendi prijavljali, kakovostni bendi še naprej na Emo in da bo tudi uvrščeni naprej na Eurosong. Vidi pa se, da imate odrsko kilometrino. Definitivno, ja, to nas niti najmanj ne zmoti, mi uživamo v tem, delamo to že celo življenje in to srcem delamo. Za sabo imate tudi kar nekaj albumov. Ja, pravkar smo izdali 3. album pred 2 tedni, tako da delamo zdaj naprej na novem akustičnem albumu in pa na 4., tako da mi delamo še vedno naprej, ne glede na uvrstitve tule na Emi, tako da treba je delati naprej. Atma je naslovom udarne skladbe. Definitivno je. To je duša. Naslov Atma pomeni duša iz sanskrita oziroma svetih spisov iz Indije. Kako naprej? Delamo naprej, delamo komade naprej, če mislite to. Ja, definitivno, 4. plošča, še vedno se posvečamo globokim besedilom in pa dobrim tematikam, tako da to je to. Izmed 10 nastopajočih na Emi je 3-članska žirija, ki so jo sestavljali Darja Švajger, Lea Sirk in Vladimir Grajič, določila 2 superfinalista, Zalo Kralj in Gašperja Šantla ter Raven. Po ponovni predstavitvi pesmi je sledilo telefonsko glasovanje, gledalci in poslušalci so odločili, da nas bosta na pesmi Evrovizije zastopala Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta tudi avtorja zmagovalne pesmi Sebi.
Prijela sta kar 72,89% glasov, Raven jih je prijela 27,11%. Gašper, Zala, so vaju valovi in baloni ponesli na Eurosong? Ne, Eurosong se je zdaj bolj kot nek logičen korak, da najno glasbo približava še komu. In v bistvu sva ful počaščena, da nam je to danes očitno uspelo. To jaz nimam nič drugega za reči. Pa nista danes prikolesarila v Ljubljano? Ne, ker živiva v Ljubljani zdaj. Čisto zares. Gašper, kaj vam pomeni, kaj je za vaju ta uspeh na EMI? Ja, v bistvu najn uspeh na EMI nama pomeni na prvem mestu to, da se je očitno najn koncept, najna ideja nekoga pač dotaknila. Da je zdaj najno občinstvo skoraj sigurno, oziroma da je najno občinstvo večje in da pač definitivno to vsakemu umetniku oziroma nama da to nekaj zagona za naprej. Ampak v bistvu to, kar mi dva delava, izhaja res iz tega, da delava teme, ki so nama res blizu ali pa neka vprašanja in odgovori, ki nama spremenijo življenje. Tako da na prvem mestu morava mi dva pač, sem ful zajadral. Ja, pač na prvem mestu res nama največ pomeni to, da so ljudje, ki jih zanima, kako razmišljava in pač najne zgodbe, ne. In da ne se slišati, da je lahko minimalistično tudi uspešno? Očitno. V bistvu ni najno mesto, da govoriva to, kaj je uspešno, kaj deluje in tako dalje. Mi dva sva tu sam zato, da približava najno glasbo ljudem. Zala in Gašper imata svoj način izvajanja. Kako bodo to sprejeli poslušalci na Eurosongu in ali so se ob tem podrli kakšne načrte? V bistvu nama je že to, da so na EMI tako dobro sprejeli, nama je veliko presenečenje in mislim, da se bova pustila presenetiti, kako bo na Eurosongu. Malo spremenili vsekakor, ampak se opala. Ojoj. To je kar, to moram povedati. No, spremenili so se vsekakor, ampak pač vedno bi bil reči, da so se nujno podrli. Mogoče bojo še bolj cool, kot so bili načeloma prej. Sedaj sledi pot v Izrael, priprave, se veselita? V bistvu pred to potjo sledi še malo časa zase in da se malo umiriva in odmakneva od vsega, potem pa bomo dalje razmišljali. Bo tudi kaj sprememb pri skladbi mogoče? Zelo, mislim, v bistvu se nama zdi malo švoh, da bi delala pesem, ki je bila res narejena za slovenski jezik, ki je ful čudovit mimo grede. Tega pač verjetno mnogo artistov tu pač ne razume, ker ne vem, ampak kakorkoli pač ful čudovit je, ne vem, zakaj ne bi izpostavila tega. Lahko bi rekli, da so danes dejansko na odru posebljala antikaos. To je pa. V bistvu se nama ne zdi primerno primerjati z drugimi, ker se mi zdi, da je bilo mogoče kaj med vrsticami tukaj. Pač predstavlja sva sebe in takšno pač sva mirna in zvezde so okoli naju, I guess. Ja, in pač čisto so se drugi danes predstavili in pač to je pač to, da se pokažemo taki, kot smo, pa naše ideje. Oziroma taki, kot pač hočemo, da bi nas kdo videl, to je to. Skladba bo seveda dobila še svojo video podobo. V bistvu vedno dava toliko, ko le lahko, ampak imava tudi mi dva svoje življenje, tako da ponavadi sva pripravljena narediti nek kompromis. Ampak na srečo sva obdana pač z ljudmi, ki jim res noro zaupava glede teh stvari. Ampak ja, v bistvu pri vsemu morava biti nekako vključena, drugače je včasih mogoče sporočilo malo v nevarnosti. Ampak ja, mi dva bova pač delala po najnih najboljših močeh in upamo, da bo spot čim boljše uspel. Bo skladba tudi na nosilcu zvoka? Skladba je pred kratkim izšla. Vse pesmi do zdaj, torej najne 4 single, sva zapakirala v paketek 4, ki se ga da že slišati na internetu. Kmalu pa pride ven še spot. Na odru EME pa sta se predstavila kot usklajen duo. V bistvu naju je spoznal Žiga Krajnc, ki zdaj snema za naju videospote. On je v bistvu naletel na moj posnetek na Instagramu, kjer sem pač naredila tak kratek cover neke pesmi in je poslal Gašperju. In potem je Gašperju pač očitno bil ta izsek všeč in me je kontaktiral in potem v bistvu najem prvi projekt so bili Valovi in takrat sva se res ujela in se odločila, da bova pač še nadaljevala s skupnimi projekti in potem sva se še zaštekala tudi tak. In zdaj pač delava skupaj, ker
v bistvu res klikava in pač uspevajo dobre stvari očitno. Ja, v bistvu delava praktično vse skupaj in meni se zdi pravi zaklad, da v bistvu sva se našla, ker se mi zdi, da se res lahko podpirava pri tistem bistvenem. In v bistvu je tak mogoče najnih večjih adutov v najnem sodelovanju ravno to, da se toliko štekava, da dejansko lahko drug za drugega piševa in interpretirava pesmi in to je neprecenljivo v tem primeru. So tvoje misli polne, lahko poslušaš, kako mi bije srce, kako težko je tvoje breme, k meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kaj me vodi dalje, so dosežki in razdalje, kot list gre z vetrom in se mu upira. Jaz grem s tokom in se mu upiram. Vedno se ne vidi zvezd, samo sani sebi zvezd. Ne govori mi oprosti. Vedno se ne vidi zvezd, samo sani sebi zvezd. Ne govori mi oprosti. Ko solze v tvojih sočih, pusti jih, da tečejo. Ko najne želje so različne, sprejmeš me in sprejmem te. Poglej me, je nujno, da ima vse pomen. Večnost in ta planet nista prijatelja in jaz sem kot snežinka, ki čaka na pomlad. Vedno se ne vidi zvezd, samo stani sebi zvezd. Ne govori mi oprosti. Vedno se ne vidi zvezd, samo stani sebi zvezd. Ne govori mi oprosti. Niti treba se dokazovati. Vežejo nas isto solze, isti strah. Za konec še Lea Sirk, ki nas je na Eurosongu predstavljala lani, z Zalo in Gašperjem je dobila naslednika. Ja, in vesela sem, da je tako in vesela sem novih obrazov, nove skladbe in predvsem nove pozitivne energije mladih izvajalcev, ki jo absolutno prinesejo s sabo na Eurosong. Sedaj definitivno lahko rečeš hvala me. Ma ne, jaz sem v bistvu naredila tako mat in na koncu sem gotovila, da mi ni prišel kaj ful prav, ker se mi je vse dogajalo tako lepo in nisem skoraj nobeni stvari rabila reči hvala ne. 2018 pa je album, ki je sedaj zunaj. Ja, zunaj je aktualno, pripravljamo se na premierni koncert v Cvetličarni 27. februarja in komaj čakam, da to leto 2018 v celoti izpovem, si končno zjokam, zato ker moram sedati ven, ker toliko se stopnjeval tempo, da se nismo ustavili. Ampak to je to, 2018 je za mano in veselim se ga. 2018 je bilo zelo delovno, 2019 bo potem še bolj. Ja, tako ko smo štartali, se mi slaba piše, ker se nisem niti že en dan ustavila.
Veliko projektov imamo na čez, pa neke pogodbe in podpisovanje s tujino se dogaja, tako da sem malo vzhičena, malo prestrašena, po drugi strani pa vesela, da sem bila lahko v tolikšni meri del te EME letos. Še zmagovalna skladba, tvoje mnenje, kaj lahko dosežemo, možnosti? Ja, glede na to, da sem bila v žiriji, na nek način verjamem v to skladbo, ne. Tako kot pravim, iskala sem nekaj posebnega, eno magijo in ta skladba to ima in upam, da bo tako, kot se je z mano zgodilo, tudi z Zalo in Gašperjem, da bosta res ostala pristna, da se ne bosta ustrašila tujine, ker to ni lahka stvar in predvsem, da bosta poslušala napotke ekipe, delegacije slovenske, ki res pozna že vse v nulo. Izbrali smo vokalno dobre izvedbe, torej na vseh vajah, na vseh generalkah sta izvedla oba superfinalista perfektne nastope in vse, kar paše zraven in to je bilo zame zagotovilo, da in v živo in na posnetkih in na vajah delujejo enako profesionalno in večji recept kot to ne more biti nič. V šov programu so na Eminem odru nastopili Small Talk, ki je predstavil komad za emo, Španec Inot, ki je nastopil z vokalno imitacijo skladbe Here for You dvojca Mareja, Lea Sirk pa je predstavila nove pesmi Freedom in My Moon. Slišano se pripravi Boštjan, ki za konec vrti Raven skladbo Chaos. Hladno telo, mirjen trip srca, morje brez meja. Tečem skozi čas, resen je izraz. Na površju se je mir, a v meni je kaos. 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 Z glavo svet obrne se, zdaj vse lažje je. Na tleh nebu dež pada iz tal, solze zlijem van. Na površju se je mir, a v meni je kaos. Kaos. Chaos. Chaos. Chaos, 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 chaos. Chaos, chaos. Chaos, 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 chaos. Na površju se mirno v meni je. 1+1 je nič, lepota ni grda je kič. Brez zmage nastaja poraz, ujet si pas, resnica je laž. Kdaj bo te igre dovolj, zavesa te spušča se dol. Orkester za tabo igra, sanje so hrup, ti pa svetovna šup. Chaos. Chaos.